Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovani predsednik vlade, dr. Robert Golob, spoštovane ministrice, ministri, predstavniki gospodarstva, predstavniki vlade, kolegice, kolegi, župani, gospe in gospode, lepo pozdravljeni v Žalcu, središču hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Kot veste, je občina Žalec bila v poplavi med najbolj prizadetimi. K sreči nismo imeli človeških žrtev, ni odneslo nobene hiše, ni nobene hiše poplavilo v celoti. Imeli smo pa poplavljeno preko 800 gospodinjskih, poslovnih, gospodarskih in drugih objektov. Pri nas poplave v naši dolini, v naši občini niso nove. Leta 90 smo že imeli veliko poplav, pa potem 98 poplave so se ponavljale. Bi rekel, da gre za pričakovano škodo. Na to smo župani in predstavniki lokalnih skupnosti večkrat opozarjali pristojne na vladi, raznih obljub, neodzivnosti in bi rekel delnih ukrepov, intervencijskih, sanacijskih, ni prišlo do kakega, bi rekel, preboja, da bi naredili eno primerno dokumentacijo, da bi prišli do zemljišč, da bi nas sprejeli državni prostorski načrt in potem se je, in to je bilo 30 let enako pri vseh vladah. Žal si ne more nobena pripisati kakršnihkoli zaslug. Zdaj nas je pa v avgustu prizadela najmočnejša ujma v zgodovini samostojne Slovenije in zdaj bi eni pričakovali, da bo ta vlada v 3 mesecih rešila to, se pravi sanirala posledice poplave, naredila protipoplavne ukrepe za naprej. V 3 mesecih to, kar prej niso naredili 30 let, ne gre. Zdaj bo treba stopiti skupaj in jaz se strinjam z prvakom opozicije, ki je dejal, da je lažje vrteti lopato, kot pa zdaj voditi vse te aktivnosti proti poplavne. Zdaj ni enostavno zagotoviti denar, pridi z nekimi strokovnimi rešitvami. Najlažje je tistim, ki bi samo vrteli jezik in so proti vsem proti. In zdaj bomo pač, ta vlada je odgovorna, da bo prišla za njimi pravimi rešitvami, ampak ne samo vlada, tudi predstavniki stroke, lokalnih skupnosti, vsi, da pridemo do enih pravih sanacijskih in potem dolgosežnih protipoplavnih ukrepov. Seveda bojo odpori, vendar enkrat bo nekaj treba storiti, treba bo prisluhniti vsem deležnikom, tako lastnikom zemljišč, najemnikom zemljišč, tudi civilni iniciativi, če imajo utemeljene konkretne pripombe, predloge in priti do nekih rešitev. Ker biti samo proti ni dobro. Jaz se bojim, da bomo sicer ponovno plavali čez čas, ampak potem bomo, kdo bo tisti, ki bi prevzel odgovornost, seveda tudi ta vlada, ampak hkrati vsi tisti, ki smo brez pravega razloga kakšnim pametnim ukrepom nasprotovali. Jaz mislim, da je zdaj nastopil čas ne za delitve, ampak za konkretne rešitve. In jaz upam, da jaz danes pravzaprav od te javne tribune nič posebej ne pričakujem, nobenih kakšnih konkretnih sklepov. Pričakujem to, da bo vlada in stroka slišala kakšne pametne, utemeljene predloge, pripombe, ki jih je možno vključiti, da se medsebojno spoznamo, da se medsebojno izmenjamo kakšne izkušnje, potem pa gremo naprej. Časa ni veliko. Žalec si ne more privoščiti. Zakaj so v Žalcu protipoplavni ukrepi zelo nujni? Zaradi tega, ker se bojimo, da bi mogoče ob naslednji poplavi namesto 800 hiš objektov bilo poplavljeno 1000 objektov, da bi bila poplavljena bolnica Celje in druga kritična infrastruktura, kar bi tudi sedaj bi bila, kljub izvedenim lokalnim ukrepom v Celju, če se nekontrolirano stihijsko v Žalcu ne bi razlilo več milijonov kubikov vode. In zato, ker si tega ne smemo privoščiti, moramo nekaj početi
v naslednjih mesecih, v naslednjih letih, da ne rečem. Jaz upam, da nam bo uspelo, verjamem, da imamo vsi skupen cilj. Čestitev bi predsedniku vlade, ker je sprejel ta izziv, da gre pred ljudi, da je pripravljen poslušati, da je prišel na teren, ker vlada mora priti na teren. Na terenu se rešujejo problemi, ne pa iz pisarn v Ljubljani. In to so zdaj pokazali. Tle so taki ljudje, ki jim mi zaupamo, velika večina tem njih. Čeprav je problem Slovenije to, da niče v lastni vasi ni prerok in nikomor več ne zaupa. Posebej pa ne lastni stroki, ki se je dokazala vse posod druge po svetu. Jaz upam, da imamo dosti pameti, dosti volje, dosti skupne energije in bomo našli tudi denar, da bomo naredili to, kar moramo. Želim vam lepo počutje v Žalcu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu županu. Bi pozdravil zdaj vse veljake, strokovnjake v prvi vrsti desno, ministre v prvi vrsti levo, moje župane v drugi vrsti in županje in vse ostale. Dejansko je današnji posvet namenjen temu, da iz prve roke najprej vi slišite stvari, ki jih že počnemo in ki jih načrtujemo, potem pa tudi mi prisluhnemo vam, vašim tudi dvomom, tudi kritikam, predvsem pa vašim pričakovanjem glede tega, ki je še čutite, da je treba narediti korak naprej. Jaz bom čisto kratek na začetku in bi rad začel z eno točko, ki se je mogoče premalo zavedamo, da v teh 30 letih je bilo narejeno, kolikor je pač bilo, tudi in predvsem zaradi tega, ker zakonodaja, taka kot jo imamo, je praktično onemogočila tudi stroki, da bi lahko izpeljala stvari, za katere je verjela, da so pravilne. In zato ključna stvar, na katero se fokusiramo v zadnjih mesecih, je sprememba zakonodaje. In ni še zaključena. In danes bi rad napovedal, da če smo najprej poskrbeli za infrastrukturni del finančno, na več načinov, tako da smo tudi občinam nakazali celotne intervencijske stroške in jih prevzeli nase na državo, prvič v zgodovini. Vsi intervencijski stroški so na račun države, nikoli do zdaj pri nobeni ujmi še tega ni bilo. Drugič, občinam smo nakazali predplačila, zato da bojo lahko zdaj izvajale sanacijo na svojih objektih. Tudi tega predplačil nikoli v zgodovini še ni bilo. In denar je tudi v Savinjski regiji že na računih. 20 milijonov je tudi v Savinjsko regijo že prišlo. Nekaj še pride. Hkrati smo nakazali gospodarstvu prvič v zgodovini predplačilo za njihovo škodo, ki so jo utrpeli. Nikoli še ni bilo tega. No in danes napovedujem, da pripravljamo in danes bomo imeli po tem posvetu sejo vlade, na katerem bomo obravnavali interventni zakon, s katerim bomo tudi za ljudi, ki ste že dobili nekaj preko Karitasa, Rdečega križa, nekaj preko izredne socialne pomoči, da bomo tudi ljudem, vsem, ki ste prijavili v sistem AJDA škodo, predplačila izpeljali. Da ne bomo čakali, kot je po zakonodaji nujno sicer, da bo to prihodnje leto, ker zakonodaja nam nalaga, da je to šele prihodnje leto. Ker so postopki taki, kot so, ki si jih ni zmislila ta vlada, jih pa zdaj spremenila. Zato, da bojo ta predplačila pri vas do konca novembra. Letos, ne prihodnje leto. Vem, da je to za marsikoga lahko počasi, jaz vam povem, da hitrost, ker moramo spreminjati zakonodajo, ne samo, da je rekordna, ampak je pač še nismo videli v tej državi. Ni stvar rekordov, je stvar, kakšna je zakonodaja. Ta del se mi zdi pomembno, da povem in da hkrati napovem to, da bojo odgovori, ki jih ta interventni zakon prinaša, z katerega računam, da bo v naslednjih tednih že v parlamentu, so tisti, ki bojo zelo jasno povedali, približno 6,000 vas je, ki ste prijavili škodo in boste upravičeni do konkretnih nadomestil. Poleg teh 6,000, kjer bomo predpisali, kako se bo predplačilo izpeljalo, izpeljal ga bo FURS in nič vam bo treba narediti, bo avtomatsko. Poleg teh 6,000 je naša dolžnost, da skupaj s stroko, stroka bo ocenila, mi bomo pa to potem izpeljali. Stroka bo ocenila, kateri objekti niso več varni, poudarek je na varnosti, niso več varni za bivanje.
in seznam moramo potrditi. Ko bo seznam objektov, ki ni varen za bivanje, znan, bomo poskrbeli za ali nadomestitvene ali nadomestne gradnje. In tudi to bo v zakonu zelo jasno predpisano, kako pridemo do seznama in kakšne so posledice tistih lastnikov, ki so na seznamu. V Logu pod Manhartom, kjer je šlo za en sam primer enega plazu, ne kot imamo zdaj, ki je praktično 140 občin, šlo je za eno občino, eno krajevno skupnost v resnici, so tak seznam z vsemi konkretnimi ukrepi potrebovali leto dni. Mi ga bomo naredili do konca novembra. Namenoma to poudarjam, zaradi tega, ker je res izziv velikanski in če ga hočemo rešiti vsaj v nosnih rokih, bomo pač morali spreminjati zakonodajo radikalno. In od tega ne bežimo. Ne povedujem pa tukaj, da se bo zdaj prav pri prebivalstvu bojo stvari jasne v zelo kratkem. Jaz bi zdaj predal besedo sogovornikom, ki so z mano. Začel bi na moji levi, ministrica, včasih je bila samo za infrastrukturo, ko smo bili na Koroškem, zato je bilo dlje, zdaj je prevzela 2 ministrstvi, ima še Ministrstvo za naravne vire in prostor, to je ministrstvo, ki je ključno za hitrost obnove. Na tem področju, v njenih rokah je hitrost. Za vse, tudi za ljudi. In za ljudi je bilo hitrost, če mene vprašate sedaj, zato pa dajamo danes interventni zakon, premajhna. Zato sem zamenjal ekipo na tem ministrstvu. Jaz verjamem, da bo ministrica Bratušek s svojimi bogatimi izkušnjami in tudi malo treme, ki je ima zdaj tle, ko s tem izzivom in ravno danes to dokazuje s pripravo tega interventnega zakona. Tako da, Alenka, prosim. Najlepša hvala. Najprej en lep pozdrav v Žalcu, kjer sem z velikim veseljem, ker je to tudi moje mesto, kjer sem preživela mladost. Tako da sem res vesela, da je vlada prav Žalc zbrala za ta dogodek. Bom začela s cestami. Več kot 500 kilometrov cest je bilo treba interventno usposobiti, so bile delno ali v celoti zaprte. Že nekaj tednov nimamo več cest, ki bi bile popolnoma zaprte. Lahko povem, da delne zapore, ki jih imamo v tej Savinjski, še bolj zgornji Savinjski dolini, naj bi bile odpravljene do 15.11., razen če nam dež ne zagode preveč. Potem, ko bomo šli, to so še vedno intervencijski, ko bomo šli v sanacijo, bodo seveda spet večinoma delne zapore, ker pač tako drugače se sanacije ne da delati, ampak bomo ljudi takrat tudi o tem obveščali. 4 mostovi so bili porušeni, 7 ali 6 mostov je bilo praktično v enem mesecu nadomeščenih. Več zato, ker je bilo treba na 2 lokacijah zagotoviti dvosmerno oziroma postaviti 2 mostova. Velikokrat smo bili z sodelavci, z ekipami na terenu in obljubim vam, da bo tudi naprej tako in da bomo skupaj izvajalcem gledali pod prste, kaj in kako naredijo. Ja, če se dotaknem vodotokov, kjer še nisem toliko noter ali pa toliko doma, če sem iskrena, je za to področje mogoče nekoliko več kritik, da bi se stvari morale odvijati hitreje. V naslednjem tednu bomo naredili natančen načrt po posameznih občinah, kaj bo dokdaj narejeno in bomo tudi vam, županom, vi pa boste lahko ljudem povedali, kaj bo v vodotokih narejeno do konca letošnjega leta. Tako da to se mi zdi ključno, tudi tam govorimo o več 100 kilometrih, tudi tam je bilo več kot 110 delovišč že zaprtih, tako da absolutno se tudi v vodotokih dela in to ne malo. In še mogoče zadnja stvar, še enkrat, to, kar je rekel predsednik, nikoli, res nikoli v zgodovini občine niso tako hitro dobile denarja. Akontacijo so prve občine dobile prejšnji četrtek, mislim, da je bil to 12. oktober, to je praktično 2 meseca in 1 teden po poplavah.
tudi savinske občine. Do danes je bilo 153 milijonov evrov nakazanih od 218, to pa zato, ker občine še vse niste ali pa niso dale zahtevkov. Tudi v savinski mislim, da ste ena ali dve takšne, tako da poziv takoj, ko podpišemo pogodbo, date zahtevek in v enem dnevu je denar pri vas na računu. Denar je zagotovljen, tako da absolutno nobenega problema. Bom pa iskreno povedala, da sem pa nekoliko žalostna ali pa razočarana, ker se moramo v državnem zboru braniti, zato ker smo v program proti poplavni oziroma za sanacijski program uvrstili projekte, ja, tudi dve novogradnji, ki bosta zagotovili boljšo protipoplavno varnost območjem, ki so bila poplavljena. Nerazumljivo, ampak ja, se bomo branili in jaz tudi tukaj dajem besedo, da se bom do konca borila, da tudi te stvari ostanejo v programu, ki ga bo deloma financirala tudi Evropska unija. Hvala lepa. Bi dal besedo zdaj ministru za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Han. Ok, hvala lepa. Zelo na kratko najprej lep pozdrav vsem skupaj in verjamem, da smo vsi skupaj danes slišali Jankotove besede in upam, da bomo v tej smeri tudi šli. Hvala lepa vsem županom in županjam, ki ste res v teh 70, 74 ali pač eni nam odštevajo dneh res trdo delali in vem, da vam ni enostavno in pa seveda bom izkoristil, hvala lepa tudi vsem prostovoljcem, gasilcem, zato da smo danes tu, ker smo. Zdaj bi pa rad samo eno, dve stvari povedal, da nam bojo časovna dimenzija malo bolj jasna. 4. avgusta so bile poplave. Danes smo sredi oktobra. Vlada, katera danes tu sedi, je v tem času sprejela dve zakonodaji, da smo lahko sploh, bom rekel, začeli splačevati in razmere v državi. ZOPN pa intervencijski zakon. Vsi od nas seveda zahtevajo transparentnost in potem, ko ministri podpišemo, bom rekel, ali odločbo ali pogodbo, potem pa seveda smo lahko vsi na tlalu, če ni transparentnosti in spodaj nimamo zakonodaje. In vam bom povedal, zakaj, ker govorim zdaj iz našega primera, ministr za gospodarstvo, 4. avgusta so poplave, pri dveh zakonih je imel gospodarstvo 10% avansa na računih 3. oktobra. Tukaj je rekel predsednik vlade, ki je, bom rekel, držal tempo in, bom rekel, na dnevni bazi nas ministre porivu, da moramo pač hitro delati. 3.10. je imelo gospodarstvo, ki je utrpelo škode, 31,7 milijona evrov na svojih računih. In brez garancij. In to je v bistvu denar, ki ga vi proizvajate, to je davkoplačevalski denar in mi smo ga transformirali naprej. Zdaj samo par podatkov, da bo jasno. Za potrebe te izvedbe predplačil in kasneje tudi načrtovanih povračil za odpravo škode na strojih, opremih, zalogov in izpadu prihodkov je ministrstvo do 20. septembra čakalo, da smo sploh dobili od gospodarstva podatke, kar je bilo tudi v dogovoru z njim. Potem smo zbrali vse te vloge prizadetih podjetij, dodatno smo informativno zbrali tudi podatke o strošku čiščenja podjetij, da smo potem lahko tudi ta sredstva dali v ta, bom rekel, dokument, ki ga je Sandi in vlada pripravila in poslala v Evropo. Vmes smo en mesec, kar je zelo pomembno, je gospodarstvo dobilo povrjene vsa plačila od 4. avgusta do 4. septembra za čiščenje in to je država, bom rekel, poplačala vse plače. Ampak se tu seveda ne iz gospodarstva. Tu se pozabi in na nek način nekateri zaradi notranje političnih zgodb to pozabljajo in do roka, potem do konca avgusta, do 20. septembra smo dobili še vse ostale vloge. Mi smo dobili za skupaj 1173 vlog podjetij,
ki škodo skupno ocenjujejo gospodarstvo za 409 milijona 899 tisoč. Od tega je bilo 380 milijonov na škodo na opremih, strojih, zalogah in na izpadu prihodka. In zdaj, kako naprej? Zakon veleva, da lahko poplačamo do 50% škode podjetju, ki ni bilo zavarovano, ki ni imelo zavarovanja, in do 60% podjetjem, ki so imela zavarovanja. Zdaj pa samo za naprej, sem danes tudi bil v KLS-u, BSH-ju, Richter hišah in še druge. Moram reči, da so, pa nekateri znajo celo reči hvala in se zahvaliti vladi. Zdaj bomo pa zadevo naprej takšno, da bomo zdaj seveda se dogovorili za sredstva, ki jih bomo naslednjo leto izplačevali, potem do konca meseca, tukaj je rekel predsednik, bomo imeli sprejet program na vladi, potem bo šlo to seveda v medresorsko usklajevanje, ker pač mora iti zaradi transparentnosti, potem bomo do 22.11., to je naš plan, interni Ministrstva za gospodarstvo, obvestili vse oškodovance za predložitev novih vlog. Mi bomo med tem časom skupaj z vami, z gospodarstvom, se dogovorili, da bomo čim manj zadeve administratirali in delali prevelikih administracijskih težav vam, in potem se bomo dogovorili, do kdaj lahko bo imel čas gospodarstvo, da bo poslal vloge z cenilnimi zapisniki in pa z vsemi obrazci, kjer se bomo skupaj dogovorili. Potem bomo pa mi to uredili, pripravili pregled, naredili odločbe in mi računamo v prvi polovici naslednjega leta, da bi bila sredstva na računih. Seveda bo potrebno veliko dela, vam sam povem, da 708 vlog, ki smo jih zdaj dali gospodarstvu, tu moramo vse pregledati, to ni računalnika, to morajo dekleta na ministrstvu ali pa fantje pogledati, podpisati in tako naprej. Tukaj da dela je relativno veliko. Tako da evo, na tak način bomo šli, zakon o obnovi, ki pa bo sprejet, tukaj rekel predsednik, v naslednjem tednu. To je interventni zakon. Aha. Za obnovi bo kasneje. Pardon. Bomo pa seveda tudi to, kar smo se z vsemi zbornicami pogovarjali, dali, bom rekel, tiste člene, kjer mislimo, da bo lahko gospodarstvo tudi v naslednjem obdobju pomagalo. Tako da evo, to je to, zadevo spremljamo. Vem pa, kaj gospodarstvo zdaj naprej potrebuje. Poleg teh sredstev, ki so mogoče celo manj pomembna, to, kar vsi skupaj ugotavljamo, cela vlada, da ne bo prišlo ko bo prišli naslednji nalivi, da ne bojo ta ista podjetja zopet poplavljena. Ampak to pa verjamem, da ekipa bomo pač skupaj zmogli, če bomo skupaj sodelovali. Tako da evo, predsednik, to je to. Hvala lepa.